Ob zamišljanju te razstave ali pa ob iskanju ustreznega prostora smo se soočali pravzaprav z velikim problemom, da nekih razpoložljivih, predvsem pa dostopnih prostorov v Ljubljani enostavno ni. To je tudi mogoče neko izhodišče, ki je prav tako vodilo v izbiro prostora kot krovne teme razstave. Prav tako je prostor tukaj postal mogoče taka neka ontološka zadeva z lastno bitjo in se zato pojavljajo projekti, ki se referirajo na prostorih recimo otroštva, spominov, dediščine, nekih procesov, ki jih analizirajo ali pa uporabljajo za oblikovanje del. Prejšnja ponjava je v bistvu na nek način odprla vprašanje prostora in mi to zdaj letos nadaljujemo. Tako da niso vedno stvari by the book, ampak so pa na bazi zaupanja in to se nam zdi, vsaj meni se zdi to zelo pomembno. Cilj ponjave, cilj teh projektov je, da spoznamo, da smo v tem skupaj. Jernej, zakaj sem jaz pisala ta skript, če si ti prvo stvar šel off skript? No, ker to se mi je zdelo pola, če se že delamo, da se študenti učijo, kako je vzpostavljati pravo razstavo skupaj, bi to v teoriji mogli vključevati tudi neko pogajanje za osebni honorar, ki niso zgolj produkcijski stroški in potem poraz v tem, da teh honorarjev ni. Je že prav, da ne dobijo nič, ker tako je v realnem svetu nažalost velikokrat. Drage poslušalke, dobrodošle v 6. epizodi 4. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes smo se zbrali, da po dolgem času obdelamo neko konkretno razstavo in procese njenega nastajanja. Nahajamo se na ponjavi spet, torej na razstavi Ponjava spet, 5. ediciji Ponjave, torej gre za razstavo, ki jo organizirajo študentke in študenti prvega letnika magistrskega študija fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Naši sogovorniki danes so Vida Šturm kot kuratorica razstave, Jernej Strmšek kot predstavnik produkcijske ekipe in pa profesor Peter Koštrun kot mentor. Poklepetali bomo o procesu nastajanja Ponjave, o kuratorskem izboru, iskanju prostora, čiščenju prostora, iskanju sponzorjev, o konceptualni zasnovi razstave, o postavitvi, o Mercatorju, o Bureku, produciranju umetniških del, o dejanskih umetnikih na razstavi, o birokraciji, o zastonj delu, nadzoru, grafični podobi, kolegialnosti in medsebojnem sodelovanju, glede na prejšnje Ponjave, kaj je narobe s tobačno in zakaj so na otvoritvi pršali policaji. Poslušate Kritiški posladek, podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. To je naša prva epizoda z živim oziroma vsaj resničnim občinstvom. Tole snemamo kar na razstavi Ponjave, tako da bo na koncu še opcija za kakšno vprašanje ali komentarje iz publike, s čimer se pridružujejo tudi vsi zunanji in notranji zvoki lesnih tekočin in pa Miklošičeve ulice. Vse omenjene pomembne faktološke stvari bomo polinkali v opis. Če vam je všeč, kar dela Kritiški posladek, nam na Buy Me Coffee pošenkite kavico, da bomo imeli vsaj za burek. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posladek. Prva Ponjava se je zgodila leta 2021 in enako kot druga in tretja edicija so se te razstave zgodile na Tobačni v objektu 2. Tretja edicija Ponjave je bila tudi uradno del odprte akademije, torej leta 2023. Četrta Ponjava, ki se je lani odvijala v Bežigradu na Vojkovi cesti, torej neke pač bivše pisarne, in pa letos na Miklošičevi, so pa torej ne Tobačna. Torej letos na Miklošičevi, tam, kjer je včasih bil mini Mercator, zdaj pa ga ni več. Plac je kupil ta model, ki fura Nobel Burek, zato je tudi med drugim tudi neke vrste sponzor te razstave. Glavni point Ponjave je med drugim, da to ni obična zaključna razstava, ki se zdaj istočasno naprimer odvija v prostorih akademije, torej odprta akademija, ampak je ločena razstava z ločeno ekipo, gre za neko zaključeno celoto, razstavo, ima kuratorico, določeno producentsko ekipo, ločeno oblikovanje, PR in tako naprej. V prvih letih so se na Ponjavah predstavljali izključno študenti fotke, zdaj pa temu ni več tako, razstavljajo tudi študenti ostalih smeri in v vsakem primeru na Ponjavah nikoli ni bilo v resnici samo fotke, tudi ko so bili študenti fotke, ampak v bistvu vse živo in letos celo
dobesedno. To, da ima ponjava kuratorja, je aktualno zadnji 2 leti. Prej prav kuratorja ni bilo, nekdo je pač napisal spremno besedilo, ampak to ni nujno isto. Ne? Gre tukaj tudi za naloge, kot so izbor projektov, njihova kontekstualizacija, postavitev IPD. Zdaj, lansko ponjavo je kurirala Ema Maznik Antič, letos pa je to Vida Šturm. Torej, na letošnji ponjavi razstavlja 10 umetnic in umetnikov, vse imena bomo polinkali dol v opis. Imamo različne medije in zelo razgibano postavitev in zdaj preden se lotimo pogovora o uradnih organizacijskih in logističnih aspektih ponjave, nam prosim Vida malo povej o razstavi, pač čisto konceptualno, vsebinsko, o čem se gre, kaj je bila tema, kaj lahko vidimo sploh na razstavi za tiste, ki razstave niso videli, ki so jo zamudili, ali pa za vse tiste, ki smo jo na otvoritvi sam ful na hitro pogledali. Živijo vsem zbranim na lokaciji in živijo vsem v virtualnem prostoru. Jaz sem kuratorka letošnje ponjave in tema je prostor. Prostor je izhodišče, ki so si ga študentje zbrali še pred odprtim pozivom za sodelujočega kuratorja. Zato sem se tej temi pridružila v procesu zbiranja in izbire del. Prostor pa je kot izhodiščna tema bil izbran zaradi pravzaprav pomanjkanja prostora ali pa z nekimi izzivi fizičnih prostorov, ki jih akademija doživlja. Po prejetih prijavah se je pa ta pojem oziroma njegova obravnava malo spremenila ali pa smo razumeli, da jo umetniki naslavljajo na drugačen način, se ukvarjajo s prostorom izven njegovih fizičnih definicij. Zato so mogoče ti projekti tukaj vzpostavili neko distanco do obravnave vizualnosti prostora in vsebine, ki jo ta vizualnost ponuja in se s prostorom ukvarjali bolj v smislu nekega odnosnega pojma. Prav tako je prostor tukaj postal mogoče taka neka ontološka zadeva z lastno bitjo in se zato pojavljajo projekti, ki se referirajo na prostorih recimo otroštva, spominov, dediščine, nekih procesov, ki jih analizirajo ali pa uporabljajo za oblikovanje del. Prav tako tudi ti procesi na nek način dela postajajo, tako da res prostor na tej razstavi je obravnavan zelo, zelo široko. Mogoče izven nekih pričakovanj. Mogoče bi te kar tako vprašal, razstava se je zgodila v nekem zelo specifičnem prostoru, ki sklepam, da ni bil zbran pred samo idejo o prostoru. Kako se pravzaprav to zdaj vključuje? Kdaj se je zbral ta prostor? Kako se je zbral ta prostor? Kako je sploh delati s takim prostorom? Ja, to je res. Ob zamišljanju te razstave ali pa ob iskanju ustreznega prostora smo se soočali pravzaprav z velikim problemom, da nekih razpoložljivih, predvsem pa dostopnih prostorov v Ljubljani enostavno ni. To je tudi mogoče neko izhodišče, ki je prav tako vodilo v izbiro prostora kot krovne teme razstave. Je pa res, da je prav v procesu iskanja in pridobitve tega razstavnega prostora se pojavil nek razmislek o tem, da prostori so res nujni za to, da tu delujemo. Ta prostor je bil dolg časa zapuščen, nekaj časa je bil namenjen trgovini, ponuja pa tako res dobro izhodišče za tudi sicer razstavni prostor. Mi smo ga tukaj izkoristili na način, da osrednji prostor komunicira z ulico, se pravi z mimoidočimi, jih na ta način nekako naslavlja in se pa seveda razstava na ta način upenja tudi v javni prostor. Je pa zaradi svoje zapuščenosti ali pa dolgoletne neuporabe bil v precej slabem stanju, kar je po eni strani minus, po drugi strani pa prednost, ker nam je na ta način bilo dovoljeno več poseganja v samo strukturo prostora, uporaba sten. Hkrati je pa tudi to, da se umetniška dela, še posebej sodobna vizualna umetnost upenja v neke take atipične galerijske prostore, za moje pojme kar prednost, zaradi tega, ker lahko izkoristi arhitekturo, kamor je umeščena v svoj prid, v smislu, da se pač poigrava samo zasnovo prostora, čist kot del svoje vsebine, svojega formata. Zdaj govorimo tako o prostoru in to, da primanjka razstavnih prostorov v Ljubljani. Zdaj galerij v resnici in razstavnih prostorov je veliko, samo nimajo prostora za študente. Tle bi se mogoče malo na Petra še obrnil. Meni se zdi malo škoda, da recimo ne bi katera od ljubljanskih galerij namenila ene razstave letno za študentske razstave, ker se mi zdi, da je pač študentje so prihodnost v vsakem primeru umetniškega prostora, tako kakorkoli se obrnemo, ker prej slej bojo prišli na trg oziroma prej slej bojo začeli razstavljati. Drugo, kar je pa, bi mogoče naredil eno paralelo, ki mi je zanimiva tudi zaradi te postavitve tega prostora kot fizičnega, recimo za Ravnikar Spaceom, ta novim prostorom, ki je v bivši zavarovalnici, tam lehko na neki taki centralni ulici.
ta prostor, seveda pač produkcijskih stroškov za to, da bi se ga predelalo, ni bilo, je pač surov in kaže vse svoje zgodbe, zgodovine. A je tle, vidiš ti tukaj, kakšno povezavo s tistim prostorom, ker ta klet dol je meni čist isti vibe. A se ti zdi, da kaj odvzame to, da to ni tak white cubish, kot je zdaj Ravnikar Space? Ja, to je bilo zdaj veliko enih stvari, ko se mi zdi pomembno nasloviti. Prvo je mogoče ta, ko si govoril o prostoru, ki je namenjen študentom. Se strinjam, definitivno za neko svoje delovanje primanjkuje takih prostorov, ampak da se ne bi tukaj predolgo zadržala, bom na tem mestu rekla samo to, da se mi zdi prednost te ponjave, da pa je mogoče malo manj institucionalno, no? Da ni nekega klasičnega načina sodelovanja, kot bi ga pričakoval od neke komercialne ali pa ne vem, mestne državne galerije, kakorkoli, ampak da je pač tukaj neka večja svoboda za delovanje študentov. Tako da to se mi zdi, da lahko obravnavamo še v enem ločenem sklopu. Sicer pa ja, veliko ljudi je ob obisku te razstave na otvoritvi omenili, da vidijo veliko povezav s prostorom Ravnikarjeve galerije. Mogoče je to res zaradi tega prvega osrednjega, mogoče najbolj reprezentativnega prostora, ki je dobro presvetljen in pač zaradi kleti, ki ponuja ugodne razmere za prezentacijo neke recimo audiovizualne umetnosti ali pa nekih videoprojektov, kar je pač dobesedno dark room, ampak se mi zdi, da to vsaj v procesu postavljanja in priprave te razstave ni bila taka omejitev. Se mi zdi, da nismo bili toliko zamejeni s tem, kar poznamo, ampak smo se bolj neodvisno obnašali znotraj tega prostora, no, brez nekih konkretnih referenc in zgledov. Jaz bi se pol kasneje še mogoče vrnila na prostor, ker imam tudi ene pomisleke, pa mogoče čistko daring dreams about space, pač, ker če bi mi sam imeli full casha, pol ne bi bilo pomankanja prostorov v Ljubljani. Prostorov v Ljubljani je milijon, ne? Sam noben ti jih noče dati ali pa prodati ali pa da to najem za denar, ki ga nimaš. No, v glavnem, da bi mogoče vsem še malo pretep ostali, sorry. Če najprej sam razčistimo tukajšnjo, današnjo, letošnjo vlogo torej kuratorja. Predebatiramo, kakšno je mogoče tudi to razmerje mentor-kurator, glede na to, da pač prej na prejšnjih ponjavah ni bilo kuratorja, zdaj pa je. Mene mogoče zanima, kakšen je bil ta proces, kako si ti sploh zraven prišla, kdo v bistvu napoti tega kuratorja oziroma izbere, ker menda, da je bil nek poziv ali kaj, in če je bil poziv, se je več ljudi prijavilo, kdo je potem zbral tega, na kakšen način je mogoče ta zadeva potekala in koliko moči so ti pol dali in kdo je ta, ki ti je dal ali pa ne dal te moči. Pač to, da je kurator na eni taki skupinski razstavi, je, malo se zdi, da kar smiselno, pa zelo dobrodošla priložnost tudi za nas, ki na tem področju začenjamo delovati. Definitivno so to neke izkušnje, ki pač so več kot dobrodošle. Letošnji izbor je, tako kot si omenila, potekel prek Open Calla. Je pa res, da sem jaz k sodelovanju pri tej razstavi prišla malo kasneje. O nekih podrobnostih tega Open Calla ne vem dovolj, je pa nek splet okoliščin privedel do tega, da so na koncu obtičali z mano. Ja, vlogo kuratorja v tem kontekstu vidim kot neko vsebinsko povezovanje ali pa, če pač uporabim to zlajnano frazo, nekega vzpostavljanja narativa znotraj razstave, pa tudi določeno mero interpretacije del, ki so ponujena. To je posebej fajn gledati pri študentskih projektih, zaradi tega, ker se drug od drugega učimo. Jaz od umetnikov veliko nekih novih znanj pa vpogledov dobim na ta način. Predvsem se pa dogaja nek razvoj umetniškega dela tudi skozi to, ko se sam pogovarjaš o tem, kaj je tvoja namera razstavljanja, kaj želiš razstavljati. Ob tem bi rada povedala tudi to, da je bilo zelo dobrodošlo sodelovanje mentorjev, ki ni bilo omejujoče na kakršenkoli način, bolje zagotovili samo neko institucionalno podporo v takem zelo sproščenem smislu. Čisto konkretno so mogoče bolj spretno navigirali neko časovnico ali pa mogoče se angažirali pri iskanju prostora, ki smo ga ful težko pridobili. Tako, tudi, ne vem, ko smo se prvič skupaj ali pa v času postavljanja sprehajali skozi razstave, so pač predlagali ali pa bolj delili neka vprašanja, neke vpoglede, kar je bilo zelo super. Se mi zdi, da je premalo tega vertikalnega sodelovanja v tem prostoru, da se vedno vse dogaja bolj horizontalno, v smislu, da so uveljavljeni kuratorji, sodelujejo z uveljavljenimi umetniki, neke te prehodnosti pa v tem prostoru nimamo dovolj, tako da iz tega vidika je bilo meni to super, da sem z vsemi 3 profesorji imela možnost govoriti tako o postavitvi kot tudi o delih, tako da brez pripomb se res. Kaj pa izbor del, ki so na razstavi oziroma avtorjev, ki so na razstavi?
Ja, izbor del je pa zaradi ravno moje kasnejše priključitve potekel malo drugače. Sem v bistvu prišla v zadnjih fazah tega izbora in so umetniška dela, kot tudi njihovi avtorji, bliže precej določeni, kar je sicer po nekem slučaju se poklapljalo tudi z mojo siceršnjo potencialno izbiro, ampak to ni na noben način oviralo dela, ker je pač vsako delo ponuja neko svoje razmišljanje ali pa neko svojo interpretacijo, tako da zares delaš v bistvu živo materijo, kar je svoj proces, ni sam izbira tista, ki pač naredi razstavo, ampak tudi diskurs, ki se med postavljanjem in v času priprave dogaja. Zdaj bom tečna. Kdo pa je naredil izbor umetnikov? 9-članska produkcijska ekipa, v nekem zadnjih fazah sem se pa pridružila tudi jaz. A produkcijska ekipa je ta ekipa tukaj zraven? Okay. Jaz bi tako čist bluntly vprašal, vloga mentorjev in vloga kuratorjev, kje se zdaj te stvari zamejijo pravzaprav pri dotičnem projektu oziroma tudi pri projektu, ne vem, če je bil kakšen drug podoben projekt, da bi bili mentorji zraven, pa bi kurator bil vključen. Ampak zdaj dejansko, do katere mere so bili mentorji vpleteni v dela sama, v izvedbo razstave in kje je potem kurator dal, oziroma kuratorica, dala svoj pogled. Ja, najprej lep pozdrav vsem. V bistvu, če sem pozvan, potem se bom reagiral. To pomeni, da kolikor bi me Vida pozvala, je v zagati, ne ve kako naprej, bi absolutno pridodali marsikaj. Mislim, da v tem primeru to ni bilo absolutno potrebno. Vida je zelo suvereno, profesionalno pristopila k temu, kar se na nek način tudi pričakuje. Tudi kar se tiče izbora del, morajo študenti imeti absolutno avtonomijo in svobodo, da izbirajo dela po lastnih kriterijih. In nimamo neke jasne ali pa vnaprej določene forme delovanja, kako izbiramo, kako določamo prostor. In če je nestalen prostor, potem je tudi nestalen način izbora. Mislim, da so študenti letos naredili v galeriji Rupa na akademiji neko open call z neko razstavo, kjer prideš, obesiš svoje stvari. Je to bilo malo drugače kot lani, kjer smo imeli recimo nek poziv, kjer smo imeli odprt nek elektronski naslov, na katerega pošljaš svoje dela. Tako da tle smo že neko razliko naredili. Ampak mentoriranje tega projekta poteka bolj v kontekstu produkcije, pa bolj kot neke varovalke. Da ne pride do izgredov, če se tako čuden izrazim, ampak skušamo se držati na neki distanci, vkolikor je to seveda mogoče, in ukrepamo takrat, kadar vidimo, da je potrebno ukrepati. Treba je priznati ali pa povedati na glas, da študentje so v nekem kontekstu potrebovali, rečemo, spodbudo, da smo poiskali nek drug prostor. Letos se je veliko govorili ponovno o tobačni. In tukaj smo mentorji resno stopili, bom rekel, na zavoro in skozi dialog študenti poskušali najti ta prostor, v katerem smo danes. Prostor, ki je drugačen, prostor, ki komunicira mogoče navzven, bi temu rekel, ki je blizu jedru delovanja vseh oblik mesta. Tako da tukaj je mogoče ta neka mentoriranje. Skušamo se tega osvoboditi, ampak tako je nek institucionalni okvir, ne moramo reči, da je absolutna svoboda. Mislim pa, da je to se pravi, organizacija tega je tista, ki v bistvu je mentorirana, rečemo. To se pravi, kaj se razstavlja, na kakšen način se razstavlja, kakšne vsebine se pri tem ustvarjajo, niso, bom rekel, mentorirane. Pa tudi beseda mentor, za razliko od profesora, ima drugačen predznak. Mentor je nekdo, ki te vodi čez ovire mogoče in ne usmerja pretirano. Tako da mentor se mi tudi zdi nekdo, ki uči, kako je biti učitelj, kako prenašati vsebine naprej. Tako da mislim, da je to neka glavna razlika, kako delujemo. Mogoče še ena stvar, ko smo prej govorili o prostoru, teme, ponjave se kar nekako valijo skozi izkušnjo ene ponjave v drugo. Tako da lanska tema podpore je bila nekako logičen odziv na tretjo, kjer smo začutili, da rabimo podporo,
pa so jo super študenti odprli v ta nek podpirati druge študente, podpirati druge, delati za druge, in ob tem iskali nov prostor in odprli. Prejšnja ponjava je v bistvu na nek način odprla vprašanje prostora in mi to zdaj letos nadaljujemo, kaj se bo valilo naprej, pa mislim, da bomo čez nekaj dni ugotavljali na neki evaluaciji, kaj naprej. No. Zdaj, prvoten plan je bil, da namesto tebe tukaj masiramo Petra Rauha. Torej, mentorjev je več, rekel si 4, kdo so še ostali mentorji? 4, v osnovi smo 3 profesorji, Emina Đukić, Petar Rauh pa jaz. Ampak tle ne gre brez enega imena in to je Klemen Iljevar. Na otvoritvi je tukaj ob pregledu razstave izjavil, to smo hoteli. V bistvu je to res. Bili smo 4 v bistvu na začetku, on je prinesel neko energijo z Nizozemske, nek dost trd pogled v smislu, to je treba tako, to bomo zdaj tako delali. Mi smo ga zelo mirili na začetku, ker institucija vseeno ima neke vzvode, ki so zelo rigorozni in jih je treba upoštevati. Ampak trudili smo se, da v bistvu to postane širši kontekst Aluoja, ne izključno fotografije. Ne. To, da bi ponjava bila že od začetka širše zastavljena za vse študente, je bila ideja od vsega začetka, pa vendar marsikdo ni razumel, kaj točno želimo na začetku. Tako da smo na nek način veseli in ponosni, da se je zgodil v 5 letih to, kar bi se moglo zgoditi takoj, če sem tako mal kritičen. Kaj pa bi mogoče rekel, da so tisti institucionalni vzvodi, ki so rigorozni in omejujoči, tisti, ki so najbolj mogoče pinpoint, da jih lahko določiš, ki onemogočajo, da bi ne vem, kaj je bilo tukaj, pa ne sme biti? To, da ima vsak mnenje, pa da ga lahko vsak izrazi, to je po svoje cool, se živimo v demokraciji, ampak ravno demokratičen princip z glasovanjem lahko tudi dobro idejo potlači, skozi to, da mogoče to ni pomembno v tej fazi. To se pravi, da gre čisto za to, za hierarhijo v končni fazi. Se pravi, da če je to zraslo od spodaj navzgor, je to pač bil način, ki je edini možen v instituciji. Mogoče je neka glavna razlika, ki jo lahko mogoče malo drugače razložim, in to je, da institucije, kot je akademija in vse, kar v tej državi obstaja, deluje po principu knjige, po principu pravil delovanja. Mislim pa, da ponjava po končni fazi deluje tudi na zaupanje. Tako kot organizem, kjer zaupamo lastnemu telesu, da vdihne, je potrebno tudi študentom zaupati, da bodo nekaj naredili, pri tem je potrebno bilo neke potrpežljivosti. Tako da niso vedno stvari by the book, ampak so pa na bazi zaupanja in to se nam zdi, vsaj meni se zdi to zelo pomembno. To se je meni zdelo zanimivo, ker recimo že vsako leto bolj se mi zdi, da se ponjavo prodaja, ali pa vsaj kot jaz govorim s študenti, kot nek projekt, ki je vedno bolj potisnjen skoraj zgolj in samo v naročje študentov. Dajmo mi zdaj, da študenti naredijo čim več sami, da se sami zorganizirajo, naj kar sami poiščejo prostor, kar sami naj kurirajo, sami naj spišejo tekst, kar naj sami naredijo oblikovanje, PR in vse, češ, da se bodo naučili, kako je to, ko moraš pač ti vzpostaviti neko razstavo in tako naprej. In potem je pač moj pomislek bil, a je naslednji radikalen korak ponjave to, da se ponjava v celoti osvobodi, edino, kar jo onemogoča, da bi se, je to, ali si to sploh želi, in drugič, ama dovolj keša. Zdaj si jaz zamišljam, da če bi recimo tukaj obstajal nek mecen ali pa da bi bilo nekih dovolj sponzorjev, ki ne bi bili torej financerji strani tega sveta umetnosti pa Aluoja, ali bi lahko ponjava postala študentska razstava, ki nima nič veze z institucijo, če bi to recimo želela. Ampak pol si mi ti Jernej napisal cel paragraf o tem, kako institucija deluje in kakšna so pravila in tako naprej. Tako da to je bil recimo eden od mojih pomislekov, da recimo te mentorji sicer opravljajo to delo, kot si ga ti omenil pa tako, ampak recimo lahko se pa mentorjem tudi zazdi, da mogoče bi pa oni bili sam na papirju, pa da študenti res vse sami delajo. Kaj je mogoče potem ta meja in a si sploh želimo, a si sploh želite vi, ki to delate, da bi mogoče to naredili sami, ker vseeno pa obstaja neka ponjava, v katero padeš nazaj, neka varnostna mreža, ki ti jo vseeno nudi ta institucija. Jernej, prosim, pojasni ta svoj paragraf tukaj. Nekam podobno sem zdaj tudi jaz hotel ciljati kot se ti. Jaz se sprašujem, zakaj se ne osvoboditi v popolnosti. To bi bilo mogoče bolj zate, kot predstavnik študentov nekako. Ker
V končni fazi, kaj je zdaj namen Ponjave? A da se to predstavlja kot nek projekt, ki je že korak stran od institucionalnega in izobraževalnega procesa in je to prvi korak študentov, sicer v študentskem času, kot neka resna razstava, zdaj smo del pač kulturne scene, zdaj nismo več samo študenti, ampak to, kar delamo, je tudi pomembno. Ne? To je pa ta paragraf, ki sem ga potem tam napisal, je pa tudi ta zadeva, kako v bistvu ALUO deluje kot neka institucijska oblika, kjer sem se tega ful zavedel, recimo je bilo na eni razstavi v Mestni galeriji, ki je bila pač čist navadna skupinska razstava in slučajno na tej razstavi je sodelovala tudi ena umetnica, ki je pa svoje delo razvila v toku študija ALUO in seveda potem mora pisati od spodaj, da je bil to in ta mentor. Ne? Enkrat sem se pa potem tudi pogovarjal z enim profesorom iz oblikovanja, oni imajo pa celo dejansko pravilnik, kot sem razumel, da recimo, če bi šel nek produkt, ki si je nastal v času študija v prodajo, da se potem ima pač univerza že sestavljen nek vzorc, kakšen delež tega produkta potem pripada univerze. Zdaj, tukaj je na eni strani, glede bi tebe vprašal, ne glede te samosvojitve, potem bi pa Petra vprašal še mogoče, če kaj ve, kako je zdaj, a je to tudi na fotografiji in na drugih smereh in v kakšni miri in kaj zdaj to pomeni. Tako da mogoče začnemo najprej z Jernejem in s to samosvojitvijo, pa greva še do teh pravilno. No, pozdravljeni še od predstavnika študentov. Zdaj, kaj se tiče osamosvojitve, se meni kot nekomu, ki je že sodeloval na Ponjavi, torej jaz sem letos v vlogi oziroma član produkcijske ekipe, ampak prejšnji 2 leti pa sem razstavljal na Ponjavi in se mi zdi, da ravno da smo še nekako del ALUO-ja, ampak probujemo nekako siliti ven, je to, kar naredi, ne vem, recimo stvar zanimivo. Na nek način imamo nekoga, od katerega silimo ven, če bi se čisto osamosvojili, potem pač nimamo ALUO-ja, proti kateremu bi delovali. Po drugi strani pa ta varovalo, ki ga je profesor prej omenil, je neka za študente, ki se ali prvič spopadajo z neko tako organizacijo takega dogodka, je nekaj zelo finega. Pač ne vem, če bi mi lahko izpeljali to zadevo, da bi izgledala tako proper, kot izgleda, brez mentorjev in brez dela prejšnjih produkcijskih ekip in razstavljajočih. Ker vseeno produkcija razstave ni nekaj, s čemer se mi profesionalno ukvarjamo, ni nekaj, kar mi študiramo, je na nek način ekstra izobrazba, ki mogoče tudi ni za vse. In meni osebno je pač zelo veliko nekega stresa dalo iz ram, da vem, da lahko, če se kaj zakvačka, grem do 3 profesorja in smo tak, tukaj se ne znamo tega narediti, ne znamo tistega narediti in se zadeva nam jo pomaga rešiti. Ja, po drugi strani pa še jaz sem videl kot Ponjavo tudi kot neko priložnost, specifično za študente ALUO-ja, torej pred produkcijsko vlogo, v vlogi umetnika mi je bila pač na nek način velika priložnost, ne bom rekel, gledam, je bilo včasno, mogoče je to malo preveč. Ampak zelo fajn mi je bilo kot nekomu, ki je razstavljal samo na semestrskih razstavah, dobiti to neko bolj proper izkušnjo. In mislim, da to zdaj ne govorim za vse, to je moje osebno mnenje, če se zadeva preveč razširi, lahko pride do tega, da potem ne nudimo več možnosti specifično študentom ALUO-ja in se potem ta priložnost se malo porazgubi tudi med ostale. Se ti potem zdi pomembno, da so to pač študenti ALUO-ja, ne pač študenti umetnosti, recimo Ljubljane? Za zdaj mislim, da ja. Ker lih sem te hotel z način zbost, ne? Recimo, zdaj imate pač to varovalo od zadaj, ki je pač institucionalno, ne? Kaj pa recimo, da bi se zgodilo, da bi rekel nek Škuc ali pa neka moderna galerija, mi pa hočemo narediti študentsko razstavo oziroma razstavo potencialnih študentov, ki jih vidimo kot perspektivne za to, da bojo del umetniške scene in stopili pač do nekega študenta ali pa do neke skupine študentov, rekla, mi vas povabimo, prijete zraven, mi vam pomagamo pri organizaciji, najdemo vam kuratorja,
in se naredi zadeva, ampak ne v sklopu ALUO-ja, v sklopu pač njihove organizacije, recimo. Pač kdorkoli, mislim, hoče reči, neka druga inštitucija, neko drugo varovalo v navednicah, ki ni to študijsko, ampak je že del kulturne produkcije. Zdaj, a se ti zdi, da... Po moje definitivno ne bi bilo tako sproščeno, kako bi temu rekel. Se ne da je ta stvar na easy, ampak vseeno pa jaz se ne čutim nekega institucionalnega pritiska tukaj, ker je to študentska razstava in ker smo še vedno se držimo malo ALUO-ja, mogoče, mislim, ne vem, če so nam stvari opravičene, ampak vseeno definitivno se počutim, kot da nismo pod takim pritiskom. In se veš, midva sva sam solti, ker ko midva ne veva, kaj narediti, nimava nobenega za vprašati, lahko sam fejkava, da veva, kaj delava. Ne? Ok, mogoče še ta drug del vprašanja, o avtorskih pravicah pa to. To je zelo kompleksno vprašanje. Ni enostavno odgovoriti na njega, zaradi tega, ker 3 minute, max. 3 minute. Najprej se treba pogledati letno poročilo ALUO pa Univerze v Ljubljani, pa razumeti, da smo tako kot vse druge kulturne institucije v tej državi financirani strani države in upravičujemo svoje delovanje skozi reference. In če študenti ne referirajo svoje dela, ki so jih naredili v času ALUO-ja in jih podpisujejo kot ALUO, minimum referenc. Torej, obstoj akademije je vezan na to, v kolikšni meri študentje, ko zapuščajo ALUO in uporabljajo dela, ki so narejena bila kot mentorska, zaključna dela ali mentorirana znotraj študijskih procesov, kjer profesori odpiramo vprašanja, kolikor so ustrezno označena ALUO, seveda algoritem avtomatično to zapiše v sklop vseh referenc, ki jih mi imamo. In če so ta referenca obsežna, se lahko pogovarjamo o novih, boljših pogojih financiranja, se lahko pogovarjamo o tem, da si zaslužimo novogradnjo. Vkolikor opažamo dela študentov nepodpisana, nereferirana, pravno formalno bi seveda lahko govorili o delni kraji del, pa tisto, kar mogoče akademijo najbolj boli, je, da smo ukradeni reference. Moji študenti vejo, da nikoli nisem zahteval, da mene podpisujejo, vendar kratica ALUO ali vsaj omemba, da si magistrirala na ALUO, je za nas tudi kdaj dovolj. Včasih pa tudi do tega ne pride, kar pa me kot pedagoga precej boli, zaradi tega, ker v končni fazi se žrtvuješ, prispevaš k temu in potem meni nič, tebi nič. In če obrnem še zgodbo usmerjeno proti galeristom, ki so pogosto zelo vehementni v tem smislu, da vzamejo ta dela, jih prodajajo, tržijo in jih tretirajo bolj kot svoja, manj kot umetnikova ali kaj šele vezane na institucijo, bi bil tle kar precej kritičen. A mladi, ki sedijo tlele pred mano, so prihodnost kulture, prihodnost slovenske kulture, s katero bomo verjetno preživeli še nekaj časa, če ne bo ratalo. Mislim, da na nek način smo lahko ponosni, da so oni lahko ponosni, da so del tega. Ampak ja, v glavnem gre predvsem za te neke oblike, ali s ponosom poveš, da si del ALUO-ja ali ne. Nujno so študenti kritični do tega, kar počnemo, to je dobrodošlo, pa vendar nežaljivi, kar se tudi v medijih kdaj zgodi brez potrebe. Da grem malo biti hudičev advokat. Po eni strani vsi umetniki, ki diplomirajo nekje oziroma magistrirajo, ponavadi potem to navajajo še leta in leta, če ne desetletja, zatem, ko so končali z univerzo. In jaz osebno bi rekel, da je to zame, če nek umetnik rata kakorkoli znan ali uspešen na trgu, ali uspešen po referencah, ali uspešen po kritiki, ali kakorkoli, to bi bila še vedno, kljub temu, da je delo nastalo izven časa študija, se mi zdi še vedno referenca, ki bi mogla biti veljavna za univerzo, ker konec koncev to je nekdo, ki ga je univerza soustvarila kot ustvarjalca. Bi pa še mogoče tukaj nekaj drugega komentiral. Moje izkušnje v tujini, recimo za ravno glede referenc na univerzah, je, da na koncu dneva so profesori tisti, ki morajo izkazovati reference in imajo mnoge univerze v tujini pogoj, da kljub poleg svojega opravljanja profesorskega učenja in vsega tega, morajo biti, če so pač na akademiji, tudi aktivni v umetniškem svetu. To pomeni, da niso reference študentov, ki štejejo toliko, ampak so reference profesorjev, kar je potem ideja v tujini, sploh ko se pogovarjamo malo bolj kapitalistično, da
seveda te bo učil čim boljši profesor, ker je tudi on, razstavljal, v štediliku ali kjerkoli, zato ker pač hočeš predati dobro znanje, ne pač samo znanje, kao. Mislim, vse to ima tudi svoje probleme, čisto iskreno, ker nekdo je lahko odličen profesor, pa pač ne razstavlja povsod. Ja, tle lahko dodam, prvo je to, da ne samo, da profesor mora imeti reference, mora imeti mednarodne reference. To je zelo pomembno. Mnoge države po svetu, sploh imperialistične, ne potrebujejo mednarodnih referenc, zato da so učitelji. Pri nas potrebujemo mednarodne, kar je včasih lahko vprašljivo, kaj je pomembno za samoniklost naroda. Ampak kako je v tujini, mogoče ne vem čisto točno, ampak pri nas mogoče pa nekdo ne ve, da se profesorji vsakih let ponovno moramo izkazati. Mislim, se v tujini je zelo širok pojem. Ja. Pogosto kdo tudi reče, da ja, vi imate to službo. Jaz nimam te službe, ta služba je na mandat 5 let, po 5 letih moram pokazati portfelj, ki mora biti predvsej debelejši kot ta za status na ministrstvu, in če tega portfelja ni, nazadujem v nazivu, posledično nimam več te službe, tako da vsi, ki smo tam, te reference imamo. Te mogoče reference, ki sem jih jaz prej omenjal, so pa vezane na institucijo. Tam pa se moje ne štejejo. Recimo. Vse to pravim. Se štejejo, ja, izključno se štejejo te, ki jih prispevamo s svojim projektnim delom, izkazovanje prisotnosti v javnosti. Se pravi, nam ni dovolj narediti razstavo znotraj institucije, mi moramo pač navzven delovati, moramo delati projekte, ki pač kažejo, da smo tej družbi potrebni. Zato sem mogoče te reference omenil, ker če študent pove, da je tukaj, od tukaj, govorimo o akademiji, potem je nam veliko lažje se boriti proti državi, ki nas dejansko podfinancira. Definitivno so reference nekaj, kar je zelo pomembno, hkrati bom pa dodal nekaj, kar bo mogoče za koga brutalno. Velika je razlika med tem, a je nekdo dober pedagog ali pa je nekdo dober umetnik. In sam moram biti iskren, da biti pedagog je veliko bolj pomembno kot umetnik. Zato sem tudi pogosto kritičen, da veliki umetniki privabijo mlade, pa vendar je veliko vprašanje, ali dajo to od sebe, kar se od njih pričakuje. Ali znajo biti dovolj potrpežljivi, a znajo v pravem trenutku, potisniti študenta v brezno in mu potem nežno roko ponuditi, da pride ven iz njega. Meni se zdi zanimivo to, zdaj, ko se pogovarjamo o teh referencah institucije. Zdaj jaz ne razumem, ali je to specifično za tako institucijo, kot je pač akademija, ker jaz si zdaj ne predstavljam, da jaz napišem nek tekst, pa spodaj napišem filofax, UZG. Boli njih, pač kaj jaz delam. Ja, mislim, da... po moje rajš vidijo, da ne napišem tega. Ja, tako. Mislim... To je dvorezen meč. Tako kot recimo, sam to, mogoče en tak EPP študent pogosto zna reči, zakaj jaz to moram delati. Pa jaz citiram etični kodeks, kjer piše, da študent samoiniciativno, umetniško-raziskovalno deluje. In ta samoiniciativnost je ta, zakaj moram jaz to? Zato, ker piše, da samoiniciativno delaš. Tako da mogoče smo tle včasih na različnih bregovih, ampak mislim, da cilj ponjave, cilj teh projektov je, da spoznamo, da smo v tem skupaj, da smo vsi šli čez podobne procese in ponjava, ker je bilo tudi prej vprašanje, zakaj galerije ne počnejo tega. Jaz osebno prej rekel, da je to za njih vprašanje, zakaj ne, ampak v tem nekem kontekstu vidim ponjavo kot odskočno desko, kot umestnik med ALUO in galerijo. Tako da pričakujem, da bodo vsi tisti, ki so odgovorni v galerijah in iščejo mlade talente, upam, da po odprti akademiji, da si grejo pogledati stvari, ki so jim kul, da bodo pač ti študenti čim prej tam. Moje vprašanje tukaj je, zdaj, a so mentorji finančno kompenzirani za organiziranje in to delo mentorstva prav na ponjavi? Isto vprašanje, a je kdo tukaj sploh plačan? A je kurator plačan? A so producenti plačani? A so umetniki plačani? A je kdo kaj plačan tukaj? Tako honorarno, ne tako burek dobiš. Mogoče producentska ekipa to? Za mentorje ne vem. Letos je ponjava imela nek budžet. Mentor je kimal. In za tem budžetom je produkcijska ekipa razpolagala, kolikor je vedela in znala. In del budžeta je bil
je namenjen vidi za kuriranje. Potem smo imeli okoli 1000 evrov produkcijskih stroškov, torej kar so umetniki razstavljali, če so rabili material za še izvedbo del in za postavitev, so ga dobili. To je 100 evrov po umetniku, ne? Ja, mislim, bilo je. Ja. Ampak ja, 100 evrov po umetniku. Računico na hitro. Grafično oblikovanje je bilo plačano do neke mere in tudi produkcija grafične podobe je bila iz tega budžeta plačana. Produkcijska ekipa za zdaj še ni plačana. Vsi so plačani honorarno, razen produkcijska ekipa in umetniki v smislu honorarja. Produkcija, del pa je. Inventorji. No, sej, ker to se mi je zdelo, če se že delamo, da se študenti učijo, kako je vzpostavljati pravo razstavo skupaj, ne, bi to v teoriji mogli vključevati tudi neko pogajanje za osebni honorar, ki niso zgolj produkcijski stroški in potem poraz v tem, ne, da teh honorarjev ni, ampak da bi se vsaj ta ping-pong do neke mere zgodil. Je že prav, da ne dobijo nič, kar tako je v realnem svetu nažalost velikokrat. Jaz bi dodal še tukaj, da finančno stanje letos, oziroma finančno stanje se iz leta v leta boljša, torej honorarje za vse definitivno podpiramo in bi tudi radi imeli dovolj budžeta, da jih izplačamo, ker v prvotnih izvedbah je bilo ravno obratno. Študentje so plačali, da so lahko izvedli ponjavo. No, se iz vidika neke dobre prakse bi bilo lepo, če bi recimo bila neka taka ponjava, primer tega, da študent doživi vsaj približno, kako bi moglo biti, da dobi honorar za vse. Ne vem, mogoče bi se mogla univerza prijaviti na kakšen evropski projekt ali kaj takega, vključiti ponjavo zraven, dobiti kakšna sredstva. Možnosti so ziherke. Ne vem, če je sicer na nacionalnem nivoju, ampak kakšen Erasmus ali pa kakšen Interreg bi pa verjetno šel. Mislim, da teh projektov je ogromen. Akademija ima več milijonov letnega prihodka z tovrstnih Interreg in podobnih Erasmus projektov. Brez teh projektov mi sploh ne bi mogli delati to, kar je. To, kar danes tukaj doživljamo, je vse dodatno delo pedagogov, je nekaj, kar je ekstra, temu rečemo obštudijska dejavnost. V prvi vrsti je treba biti hvaležen za ta denar, ki smo ga dobili, ker ni majhen denar, ki smo ga dobili od Univerze v Ljubljani. Svet za umetnost upravlja precej pomembno vlogo v tem, da se lahko prijaviš, da lahko dobiš. Mislim, da tle nekateri študenti so se prijavljali, pa se še učimo, da tudi študenti se lahko prijavljajo na sredstva. Recimo, mogoče mnogi ne vejo, mi se kot institucija na razpise Ministrstva za kulturo ne moramo prijaviti, študenti pa se lahko. Moj pomislek bi bil, da tudi če bi recimo denarja bilo več, imam jaz vas na sumu, da bi vi vsem to porabili za neke produkcijske stroške oziroma, pazi to, prostor. Da tudi, če bi vas vrgli full casha, to mogoče še zmer ne bi šlo za honorarje, ampak bi šlo za prostor. Speaking of prostor, dajmo mogoče se malo o tem procesu, kako smo pridobili ta prostor tukaj pogovoriti, tukaj spet produkcijska ekipa. Torej, vsakoletno fama s prostorom, 2 tedna do otvoritve, dela so izbrana, prostora pa še vedno ni. Kako je na koncu prišlo do tega, da ste dobili ta Nobel plac? Torej, prostor je bila največja težava z organiziranjem te zadeve iz mojega vidika, zato ker prostor je neka taka nesigurna stvar. Mislim, če mi imamo nek budžet in rabimo grafično oblikovanje, ga dobimo, če rabimo hrano, jo kupimo, če rabimo prostor, pa ga moramo najti. Iskali smo ga, našli smo ga zelo pozno, na koncu z pomočjo mentorjev, profesor Rauch. Našli smo ga množina, mislim, da tle profesor Rauch ki ve te stvari, pa jih zna najdeti. Prostor je bil potrjen 1 teden pred razstavo in 1 teden in nekaj dni pred razstavo. Na srečo smo ga dobili zastonj. Bila je tukaj... Kdo je zdaj ta prostor priskrbel zastonj? Lastnik Nobel Bureka. Mislim, fajn je, če vam je že zrihtel zastonj plac, da se mogoče vsaj omenil. V Ljubljani je kar premium, kar se tiče najemnin, če ne. Zelo smo hvaležni, pojdite v Nobel Burek in jejte burek, pico in vse, kar ponujajo.
In najamite ta prostor, mogoče, ne vem. Zdaj ta prostor je bil, kot je prej Vida povedala, čist zapuščen in tukaj sem jaz vas gledala cel en teden, ne, kako ste vneto pucali, čistili, praznili ta plac. Kaj je bil mogoče največji izziv glede tega prostora? Ne vem, je bilo to ta tendo ven potegniti, jo obrniti, oprati, preštrihati, posprejati gor po njavo ali kakšni drugi deli prostora, ne, ker kot rečeno, imamo ta glavni prostor, pa imamo klet, imamo štenge, imamo galerijo, pa imamo pa še en zadnji prostor, kjer je tudi WC z nekim sumljivim oknom v neko prostranstvo. Ja, po moje je bila največja težava je pač bila umazanija, ali kako bi temu rekel. Ne vem, kaj so delali tukaj noter, kakšno žurko so imeli, ampak bilo je zelo blatno, predvsem blato po tleh, ki smo ga, po moje, 3-krat smo pobrisali tla in z špohtlom drgnili dol neko mast. In to je pač kar ogromno časa porabilo, da se potem lahko dejansko stvari sem prinesejo in postavijo na stene. Ta delikatna umetniška dela. Pač prve 3 dni mislim, da si sploh nismo upali stvari sem nositi. Potem pa ja, elektrika je bila malo sumljiva. Smo preverili potem vse te žice, ki štrlijo iz tal, izklopili tiste, ki so še imele elektriko v njih. Bile so kao malo polepljene, ni bilo preveč varno. Zdaj je, brez skrbi. Potem, ko je bil plac čiščen, varen, je pa, mislim, da zadeva kar hitro stekla. Mislim, da je Vida super Ja, vidim mogoče učinkovito. besedo 2 o tem, kakšno je bilo potem prilagajanje del prostoru, ko si končno vedela, kakšen je plac. Ja, pač prostor je definitivno predstavljal neke določene omejitve, ampak zaradi dotrajanosti seveda pač je bilo to mogoče malo manj ugodno izhodišče, ampak kar bi mogoče v navezavi s tem, kar smo se zdaj v večini pogovarjali, rekla, je pa to, da ne glede na to, kak prostor smo imeli, pa kako je potekala produkcija, pa kje so se pojavljali neki zapleti ali pa ovire, tako ves čas je bilo čutiti, da vse, pa to mogoče bo za koga naivna izjava ali pa mogoče tako ne vem, no, poetična. Ne vem, bilo je čutiti, da vse, kar hočemo, je pa samo to, da bi nekje imeli možnost artikulirati svoje delo. Pač neko priložnost, da bi nekje dejansko nekam umeščal dela, da bi se nekje o teh delih pogovarjal, da bi nekje predstavljal svojo produkcijo preteklih let ali pa novo, za katero je pač v enem delu vsaj bilo s temi honorarji in nekimi tehnikalijami poskrbljeno. Tako da, ne vem, v enem delu smo pa potem to temo prostora, če zdaj se še na to navežem, razumeli pa tudi kot to, da v bistvu je prostor nujno potreben izven svoje fizičnosti, ampak tudi v svoji fizični dimenziji. Samo to, da nekje lahko obstajaš, da nekje lahko delaš, je to, kar pravzaprav želiš. Pa s tem ne minimaliziram vprašanja tega, da je za svoje delo nujno in pač moramo biti plačani, ampak pač res je bilo med postavljanjem in v času celotnih priprav na razstavo čuti, da pač vse, kar hočemo, je pa v bistvu samo ena razstava, kjer se povezuješ, kjer izmenjuješ mnenja, kjer artikuliraš, kar delaš, take reči. Pa jaz bi rekel, da nas specifično na študiju fotografije zelo dobro pripravijo, da ni placa, ampak da tudi če je džumbus 2 dni pred otvoritvijo, na koncu vse porihtamo nekako, če kakorkoli stresno je, na koncu stvari stojijo. Ok, zdaj nas počasi že malo preganja čas. Stvari za vprašati je še milijon. Mene recimo ful zanima, kje ste dobili te amazing e-ink stvari, ampak pustimo to za drugič in za kasneje. V bistvu samo še eno stvar bi vprašal, ki me res zanima, ker vaša produkcijska ekipa je kar številčna, mislim, da je nekih 10 ali koliko je? 9. Kaj to zdaj pomeni, da je 9 producentov? Kakšen tip produkcije je to? A je to izvršna produkcija? A ste si razdelili dela, vsak delal drugačen tip produkcije, a je produkcija bila to, da ste prišli pač v 9 sem spucati plac, da je malo razloži, ker mi ni čisto jasno, kako se je 9 producentov nisem kregal. Torej, izvedba produkcije je dost vernakularna, ali kako naj to rečem, mislim, nam... Pojasni. Vernakularna, neprofesionalna, nestrokovna. Pač tudi mi smo se kar lovili, ker je pač to učni proces, študiramo. Na koncu so se razdelile vloge, jaz in sošolka Kaija. Drugače, vsi v produkcijski ekipi smo en razred
fotografija, magisterij, prvi letnik. Torej jaz in KIA sva koordinirala, to pomeni pač razdelila sva si, ne vem, jaz koordiniram glede grafičnega oblikovanja, glede dostave, del, materialov, nabave, KIA je koordinirala z umetniki in z video, nekdo je moral pripraviti pogostitev, nekdo pripravi PR, nekdo pripravi ta program. Na tej točki mogoče sam še par besed o tem, torej v tem glavnem prostoru, kotiček, ki ga imate tukaj, zato ker pač imate neka svoja ločena dela, ki so na voljo, pa imate potem tale ravnila, ki ste jih naredili, pa prej si omenil to grafično oblikovanje, torej celotna ponjava letos ima neko svojo grafično, svojo grafično podobo. Tudi katalog je zelo specifičen in mogoče tudi te napisi zraven del, torej podnapisi, ali kako naj rečem. To, kar je tudi prej Jernej vprašal glede tega, on je vprašal za ekrane. Za te papirje recimo, to mogoče bolj vprašanje za ekipo oblikovanja, ampak vendar ne, producent mora to vseeno vedeti. Kakšen je bil ta proces izbira te ASCII art, pa mogoče tega papirja, pa načina, kako bo oblikovan katalog, da je vse skupaj v eni mapi, da odpreš, pa ti vam pade, pa si tako fak. Grafična oblikovalca sta Tim in Ana. Tim in Ana Hu. Tim Topič in Ana Rogač, tudi iz Aloja. In ona dva sta, kdaj smo se zmenili, nekje pred kakimi 3 meseci, 3,5 smo se zmenili, da bo ta grafična oblikovala. Grafična podoba je nekaj, kar je ponjava vedno, vsako leto se je izvajala, torej to ni nekaj novega. Mislim, dali smo jima neke ohlapne smernice, rekli smo, da želimo katalog in neke označbe prostora, mogoče pač za nek merch, ne vem, nalepke, neke ideje, predloge smo jima dali, ampak drugače sta imela precej proste roke. Torej na idejo tega ASCII art oblikovanja sta prišla sama in potem tudi z njunim genialnost sta pogruntala, oziroma se spomnila, da lahko z igličnim tiskalnikom tiskamo celotne kataloge in potem so tudi našli iglični tiskalnik na Slovenskih železnicah, katerim se tudi zelo zahvaljujemo. Iglični tiskalnik se mi ne zdi težka stvar za najti, papir se mi zdi težji. Tako, tudi papir so nam oni ponudili, brez da bi nam računali, zato je... Še en sponsor torej. Tako je, donator. Potato, tomato, mislim. Glavno meso kataloga je potem bilo natiskano v pisarnah Slovenskih železnic. No, če se zdaj mogoče na hitro vrnemo vseeno še malo na vsebino razstave in na posamezne umetnice in umetnike, ki razstavljajo svoje projekte. Zdaj mogoče, če bi šle kar po prostoru, pa bi začele mogoče v prvem placu, torej v tej glavni avli, kjer imamo v bistvu 2 projekta razstavljena, ali bi mogoče ti ubrala kjero drugo pot predstavitve, da bi malo na hitro sam osvetlile posamezne tematike in prakse umetnikov in umetnic. Ja, seveda, smiselno bi se bilo sprehoditi po prostoru. Je pa res, da je prostor, kamor smo umeščali razstavo letos, predstavljal neke izzive in se mogoče dela niso mogla povsem vsebinsko navezovati eno na drugega, tudi v postavitvah oziroma v svojih umestitvah. To je pač neka stvar, neka omejitev, ki jo ta prostor določil. Je pa kljub temu velik del, ki se jih da nekako povezati v določene vsebinske sklope, kot naprimer dela, ki se referirajo na prostorih spomina, na nekih vprašanjih dediščine, tudi na neki procesnosti, kot recimo proces pred izdelavo dela ali pa da ta proces sam postane delo. Mogoče tudi zanimiv poudarek, na kakšen način so umetniki pristopali do obravnave prostora, je ta odnosnost, ki jo zaznamo ali pa lahko spremljamo v večjih delih, odnosnost v smislu neke čustvenosti ali pa nekih čustvenih prostorov, ki se deloma povezujejo tudi s spominom ali pa z nekimi prostori doživetja, ampak kljub temu pač neka medsebojni odnosi, neka čustva, ki te medsebojne odnose spremljajo, v glavnem več nekih prostorov, ki jih razumemo drugače kot fizično. No. In kaj bi bil recimo prvi sklop, ki bi ga zdaj obdelali? Ok, lahko recimo začnemo pri prostorih spomina in dediščine. Imamo 2 projekta, ki se v bistvu najbolj neposredno referirata na tem. Prvi je od Polone Pečan, ki tako kot tudi v svoji praksi raziskuje vprašanje dediščine svoje babice ali pa širše dediščine nasploh. V delu, ki ga prikazujemo na razstavi, se pa opira pravzaprav na
neko časovno usporednost, bi lahko temu rekli, in sicer pripovedovanj svoje babice o drugi svetovni vojni, o grozotah in o obljubah, da se takšne grozote ne bodo več ponovile in v bistvu sedanjosti, ko spet spremljamo neke krizna žarišča, humanitarne stiske in pač zločine in tako genocid. Prav tako so pa prostori spomina recimo obravnavani v delu Janeza Škrleca in pa Ajde Kalan. Ona dva sta pa k prostoru spomina pravzaprav pristopala z neko fiktivnim okoljem, ki sta ga ustvarila, in sicer napisala sta eno pesmico, ki raziskuje pravzaprav občutke, kot jih tvori spomin, tudi če je ta umetno ustvarjen. Tako da ja, to sta mogoče sta deli, ki mogoče najbolj prezentirata ta odnos ali pa referenco do takšnih prostorov. Tako v bistvu pri Janezu Škrlecu in Ajdi Kalan, torej imamo to delo, ki je v bistvu gor na tej galeriji bilo, čist na koncu, gre za te črvičke, ki so bili po tleh in po poličkah in povsod, za katerega, ko sva se midve najprej prvič pogovarjala, si mislila, da bi jih kar še malo tam po štengah razstavila, pa tako, sam so potem našli svoje mesto na galeriji, tako da v bistvu je bila taka kot neka slepa ulica je bila tam, ko smo se vsi pol zataknili pri teh majhnih glinenih črvičkih, ki so bili po moje voskastih, ki so bili najbolj zapomljivi del po moje te instalacije, ker so pač bili tako malo razpaseni. Ta instalacija se pravi sestoji iz dveh delov, iz slikarskega in kiparskega dela, in ideja je bila poleg tega, da pač vsebini obravnava nek specifičen prostor, da se tudi kot taka v prostoru razširja. Ideja je bila, da bi te črvičke razporedili naključno, da bi kakor neke markacije v prostoru napovedovale delo, ki ga vidiš v sicer res je v nekem mogoče malo nedostopnem delu galerije, ampak kljub temu se mi zdi, da je bila pa umestitev taka, da si bil povabljen se sprehoditi med temi črvički in pač vstopati v neke prostore spomina, tudi če so ti čist umetno ustvarjeni. In pol na drugi strani od Polone, ko si omenila, gre v bistvu za to instalacijo nekega omizja. Torej, v bistvu, ko si prišel noter v naponjavo v galerijski prostor, pol si šel čez ta glavni plac po štengicah gor, čist do konca, tam prvi ceju, v bistvu je bila tako kot neka mini kuhanca narejena in so na mizi je bilo posodje in v teh posodah je bila zemlja in v isti zemlji je ven rasla trava, tako da v bistvu je bila taka zelo bioživa instalacija. Kar zdaj na tej točki lahko povem, ko razstava že traja, oziroma ko smo imeli priložnost že videti, Polonine instalacije teh omizij sicer res se stojijo zares iz takih kar obilnih pojedin, ker ona pač pripravi hrano, skuha hrano za svoje obiskovalce in ta hrana postane del instalacije, z ozirom na to, da se pa trenutno po svetu dogajajo takšne in drugačne krize, se je pa zdela to neka taka sprevržena gesta, zato se je odločila, da ne bo postregla hrane, ampak da se bo referirala na pripovedovanju svoje babice, da so morali jesti travo med vojno, ker je pač bilo takšno pomanjkanje. In je to neka direktna referenca na pripovedovanje ali pa neka refleksija na trenutno dogajanje. O tej travi pa nihče pred tem ni vedel. To je bila taka stvar, ki je bila skrivno dogovorjena, tudi produkcijska ekipa je ves čas bila pripravljena na to, da bomo stregli hrano. Polona je pa dopoldne pred otvoritvijo prinesla posode s travo, s živilom. Če greva zdaj naprej na naslednji sklop? Ne vem, zanimiva ali pa en tak izpostavljen moment, ko ga jaz berem na tej razstavi, so bili torej ti procesi ustvarjanja del ali pa procesi, ki jih umetniki analizirajo, s tem naslavljajo neka svoja vprašanja ali pa pač so procesi prav ključni za to, da umetniško delo postane umetniško delo. Tukaj je več umetnikov na ta način pristopali k vprašanju prostora in sicer recimo imamo Tadeja Dolinarja, ki se z nekimi referencami na Kolibrija ukvarja v bistvu s tem, kaj se od umetnika pričakuje in pač predstavi vse, kar nastane pred umetniškim delom. Predstavljal nam je recimo moodboarde s fotografijami, zelo s tako grobo estetiko pravzaprav in se na ta način tudi sprašval o tem, na kakšen način se umetnik pravzaprav predstavlja neko njegovo identiteto, ki jo je pač primerjal s Kolibrijem. S procesom se pa ukvarja tudi Aljaž Lavrič v svojem delu Vaja za logopeda.
proces tukaj obravnava v okviru raziskovanja tako medija, kot pa tudi vsebine svojega dela. Medija v smislu fotografije, ki jo uporablja za svoje izražanje in pač naslavljanje nekih vprašanj. Fotografije tukaj ne razume v kontekstu nečesa, kar beleži in dobesedno odslikuje resničnost, ampak bolj kot neko aktivno orodje, ki pač pomaga ali pa samo raziskuje procese percepcije in konstruiranja pomena, ne. Pri tem se v bistvu referira tudi na svojem vsakdanjem življenju, na hoji, na tavanju, kot na nekih procesih, s pomočjo katerih pač ustvarja ali pa mapira neka območja, neka dogajanja, neka raziskovanja, no, kot to tudi napiše v artist statementu. Torej šlo je za to instalacijo v tem glavnem prostoru, ko si prišel noter na čist na levi steni, take mečkane stvari pa na poličkah. Ja, postavitev tukaj je bila tudi ključen del njegovega dela, zaradi tega, ker se mogoče referira na formatu diagramov, v smislu, da so diagrami podobno kot fotografija tudi tisti, ki zahtevajo neko interpretacijo, no, ki šele z interpretacijo dosežejo svoj glavni pomen. In jih v bistvu dopolnjujemo z nekimi informacijami, kot delamo tudi pri njegovem delu. Ponujene so nam določene fotografije, določeni izseki, vzpostavljanje nek narativ, ampak je dejansko gledalec tisti, ki aktivno dopolnjuje delo. No. Ob delu Aljaža Lavriča pa je delo Žige Kelenca. On je pa v bistvu razstavlja triptihov, ki so na nek način abstrahirane, pa dobesedno so abstrahirani dokumenti akademije. Gre za, mislim, da analizo nekih učnih načrtov, veljavnih, neveljavnih. Nad njih pa upenja prostoročno risbo, ki povezuje in svojo shemo napoveduje tudi 3 lokacije Aloja. S tem pač Žiga naslavlja nek institucionalni prostor, v katerem delujemo, ki pač ponuja svoje izzive ali pa določa neko delovanje. Hkrati pa se neposredno referira tudi na vprašanje tega, kje akademija deluje, ne? Da pač je razporejena skozi 3 prostore in to je nekaj, kar je bila tudi mogoče neka začetna misel, s katero je produkcijska ekipa začela razmišljati o prostoru kot temi razstave. Ne? Prostor kot nekaj, kar precej definira, precej določa, še posebej pa se je to zdaj smiselno razmislek ob 80-letnici delovanja akademije, ki mogoče nima najbolj ugodnih pogojev za svoje delovanje. Ja, in jo to, da je v bistvu na 3 lokacijah precej zaznamuje, še posebej, kar se tiče Dolenjke, ki je kar precej daleč v resnici Seveda. Od centra. Ne? Jaz bi rekla, da to študentje pač ful opazijo, no? Je tudi nekaj, kar izpostavljajo kot potrebno izboljšave ali pa mogoče nekega večjega udejstvovanja pri tem razreševanju problema. In pač v tem delu se nam je zdelo smiselno, da ga postavimo kar takoj na začetek, no, ker napoveduje neko izhodiščno vprašanje. Prav tako je pa poleg 3 triptihov, se pravi mreže 9 del, razstavljeno še eno delo, ki ni zares del serije, se pa vsebinsko z njo povezuje. In to je v enakem slogu naslikano nenapeto platno, prav tako ukvirjeno, z žigom galerije, ki nikoli zares ni obstajala, in to je galerija Akademije za likovno umetnost. Obstaja žig, obstaja torej neka institucionalna sled, neko čist legitimno dokazilo, da ta galerija enkrat je bila, nikoli pa ni imela svojih prostorov, nikoli ni delovala, kar je pa tudi zanimivo vprašanje. No. Se mi zdi, da so take prostore skoraj da nujni. No. Ok, zdaj se iz tega glavnega osrednjega prostora selive v... Mogoče bi bilo zanimivo pogledati kar naslednji prostor, ki mu sledi, in to je pravzaprav taka prehodna soba, kjer se nahaja delo Lare Doeto-Bat. Ona se v svojem delu ukvarja z prostori odraščanja, nekimi čustvenimi spremembami, ki so povezane z odraščanjem in neposredno izgubo ali pa izgubo neposrednega dostopa do teh prostorov, kjer je oseba odraščala, se pravi okolje otroštva. Skozi ta dela, ki se stojijo iz fotografske dokumentacije nekih zaigranih performansov v smislu, da oponaša neko otroško vedenje skozi pozicijo neodrasle osebe. To dopolnjujejo glineni odtiski
in fotoknjiga. Vse to se pa skupaj sestavi v vprašanje, ki ga umetnica zastavlja, se pravi, da skozi neko dekonstrukcijo otroškega spomina, otroških okolij, doma, nekih s temi okolji povezanih čustev dekonstruira. Ti odtiski pa dobesedno pomenijo nove elemente, s katerimi gradi sedanjost, s katerimi se pač v sedanjosti vzpostavlja. V katalogu piše: izogiba se melanholiji, ugotavlja, da otroštvo ne obstaja. To je v bistvu ta instalacija, ki je bila v tem prehodnem delu pred štengami. Tako je. In skozi ta prostor, se pravi iz glavne avle, premaknemo v prostore, kjer so pa dela Tadeja Dolinarja in Janeza Škrleca ter Ajde Kalan. Tukaj se zgodi en zaplet, ker se obiskovalec mora na vrhu stopnišča dobesedno obrniti in se stopiti in nadaljevati v druga 2 kraka galerije, kjer se poleg dela Polone Pečan, ki so ga opisovali prej, o katerem so se prej pogovarjali, nahaja delo Eve Anzelc. Ona se podobno kot recimo Lavrič ukvarja z medijem in sicer raziskuje neko materialno vedenje črnila, vode, zlasti pa papirja, ki pač ob stiku z neko večjo količino vode in črnila reagira na svoj način, kar dejansko pomeni, da se upogiba, da se mečka, da se zvija. Potem pa mogoče dobiva malo neko bolj tako nežno, nenadzorovano, bolj organsko obliko. Pri kompoziciji ali pa neki umestitvi v prostor, ki smo jo izbrali, ki jo je predlagala umetnica, se nam takoj ob vstopu ali pa pogledu tega dela zazdi, da lahko vzpostavimo neke vzporednice s pogledom na vrvi, kjer se suši perilo. In za prav to točno tukaj gre. Umetnica na ta način nekako raziskuje neke nežnost ali pa neko krhkost, mogoče neke estetike, ki jo ponuja vsak dan, ki jo ponuja pač neka vsakdanje dejanje, kot na primer obešanje perila. Prav ta krhkost, minljivost in pač neko poudarjanje počasnosti, spremembe je to, ki je pri njenem delu, ali pa je to, kar jaz pri njenem delu razumem kot ključno. Preden mogoče se zdaj preselive v kletne prostore, bi te samo še vprašala glede same postavitve del, torej kateri umetniki in umetnice so lahko zasedli določen del galerije. A so si to oni sami izbrali, ste se nekako v dogovoru potem to skupaj zedinili? Je prišlo do kakšnih dipsov, so vsi hoteli biti tam pri WC-ju, pa ste potem dali to Poloni? Na kakšen način ste se v bistvu dogovorili, kje bo na koncu vseeno kaj razstavljeno? Ker so res tako različni in specifični prostori. Ja, to je res. Postavljanje je trajalo slab teden pred otvoritvijo. V tem času itak smo se pač na lokaciji zbirali vsi sodelujoči in nekateri umetniki so imeli idejo, kam se zdi, da bi njihovo delo najbolj pasalo ali pa kam bi ga najraje umestili. Je pa res, da to ni bilo vedno izvedljivo. Par projektov, za katere bom pustila odprto vprašanje, je na lokaciji, ki so si jo umetniki sami izbrali, par pa jih je bilo zaradi čistko prostorskosti ali pa čist nekih takih fizičnih omejitev, ki jih je prostor pač narekoval, kot na primer to, da nismo mogli vrtati v steno in podobno, bilo potrebno premestiti ali pa umestiti v nek drug prostor. Se mi pa zdi, da smo tako umetniki, skupaj z umetniki, da smo iskali neko ustrezno mesto, ki pa se je v večini primerov se mi zdi, da kar dobro poklopljeno. Ne vem, prva 2 projekta napoveta tema prostora, vsak na svoj način, en zelo neposredno kot pač izhodiščno vprašanje, ki smo si ga zastavljali. Potem, ne vem, delo Eve Anzelc je vpeto med stene, da tako zares izpade malo kot neko dvorišče recimo, ali pa neka streha nekega večstanovanjskega objekta. Klet pa mogoče je zanimiva zaradi tega, ker je ponuja pravzaprav neke black box pogoje, je zelo temna. Tja bi se lahko umeščali recimo super neki filmi, pa takih projektov na letošnji ponjavi ni. So pa zaradi tega lahko umetniki eksperimentirali mogoče z nekimi osvetlitvami ali pa na ta način poudarjali določene vidike svojega dela. Tako da pravzaprav bi rekla, da čeprav je prostor predstavljal določene izzive, to ni bila velika neprijetnost. Se mi zdi, da so kar izkoristili potencialno.
Greva še čez projekte, ki so razstavljeni v kleti. V kleti imamo pa 3 projekte. Prvi projekt, v katerega pravzaprav zaletimo, pa ni delo sodelujočega umetnika ali pa umetnice. Je pa del, ne vem, jaz rada temu rečem skoraj exhibition design, ampak je dejansko del grafične podobe. Če v zgornjih 2 prostorih lahko gledamo ekrane z predstavitvijo produkcijske ekipe in pa umetnikov, se v spodnjem delu z neko interaktivnosti ti ekrani predstavljajo obiskovalce, te, ki kot tretji vstopajo v prostor razstave in pač prostor okolja delovanja. No. Tako da to je prva stvar, ki jo zagledamo. Sicer so pa tukaj predstavljeni 3 projekti. Prvi projekt je delo Tjaše Kodrič, Prostor med nama je najen odnos. Tukaj umetnica raziskuje svoje čustva, prostore intimnosti, randljivosti, ljubezni. Pravzaprav je delo zelo iskreno, zanimivo je pa zaradi tega, ker išče v bistvu vzporednice z življenjem svoje babice, z neko drugo časovnostjo, ki se je prav tako dogajala enkrat, kot se dogaja njeno življenje zdaj. No. Predstavlja fotoknjigo, ki jo dopolnjuje z dopisi. Aha, to je ta ogromna fotoknjiga, ko je tako malo transparent, malo se čez vidi, malo se lahko poigravaš s temi prosojnostmi. Tako. Listi so prosojni, tudi potem se vzpostavi neka taka večplastna dejansko slika, čeprav se skozi njo lista, ampak pač pri premeščanju teh listov se vzpostavlja neka nova vizualnost. Zanimivo je pa prav to, ker je ta kubus, kamor je fotoknjiga nameščena, postavljena, je pa posebej osvetljen, kar delu pač dodaja neko dodatno dimenzijo, rečemo temu, ampak je pa recimo izkorišča potencial te teme, ki je v kleti nastala. Pač te reprodukcije, se pravi, služijo kot primerjava nekih 2 mladih žensk ali pa bolj 2 časovnosti, v katerih se te pač mladost dogaja, in raziskuje v bistvu racionalizirana ali pa še neracionalizirana čustva umetnice skozi to, kar pač predpostavlja, da je tudi njena babica doživljala. Tako. Ob tem projektu je pa delo Pike Basaj. Njeno delo je v bistvu predstavitev enega durational performansa, ki ga izvaja, in je v bistvu tudi, kako bi rekla, recimo, da njeno glavno orodje v delovanju, njeno glavno orodje raziskovanja so ti performansi, in tukaj pač ne predstavlja en ritual, ki ga vzpostavlja, ritual, ki ga vzpostavlja z namenom sprejemanja odločitve, in to stori zelo tako strukturirano. Vzpostavlja nek algoritem, ki to njeno početje pravzaprav zelo, zelo omejino narekuje. Ta projekt, ta performance izvaja na podlagi 2 strogo opredeljenih dejanj, ki sta zelo pomembno je, da sta v časovnem sosledju. Prva je, da mora fotografirati en poljubni stol, in druga, da mora sprejeti eno poljubno odločitev. To pa nadalje določijo 3 dodatni kriteriji. Prvi je povezan s predmetom izbire, to je direktno povezano, se pravi, s stolom, ki ga izbere prej, in ta stol se ne sme tekom izvajanja performansa ponoviti. Drugi kriterij pa, da mora biti odločitev sprejeta spontano, v primeru, da se pač ta odločitev zgodi izven okvira izvedbe, torej tega dnevnega rituala, ta ni ustrezna in ogroža kriterij spontanosti, zato je nemudoma sankcionirana, in to sankcijo umetnica izvede z vezanjem enega vozla na vrvi. To je pač opis performansa, ki ga mi zdaj na postavitvi vidimo kot predstavitev, se pravi, vrvi, fotografije stola in pa žvečenega listka. To je ta časovnost, o kateri sem govorila, se pravi, umetnica določi časovni okvir z žvečenjem 3x5 cm velikega listka. Če se ta listek pred sprejemom odločitve v njenih ustih razgradi, pač to pomeni neuspeh izvedbe tega rituala. Na ta način umetnica izhaja iz nekih vprašanj ali pa bolj namir po prestrukturiranju in prestrukturiranju načina delovanja nekega subjekta ali pa več njih, in to delovanje vedno upredmeti v neki zunanjosti, kar tukaj pomeni žvečenje listka, fotografiranje stola in tako. To je recimo eno od takih del na razstavi, ko res rabi do neke mere neko to razlago oziroma opis tega performansa in njegovih pravil, ker je tako dost
obširen, pa malo bolj kompleksen, je ne nujno razpoznavan iz zgolj teh predmetov. Ne? Seveda, pač ona v svoji praksi, pač če razumemo njeno prakso, je to delo tako zelo reprezentativen primerno, ampak ja, definitivno pa zaradi tega, ker gre za v osnovi format performance, ne? Zahteva neko večjo razlago. Dobrodošlo je da se produkcijska ekipa skupaj z oblikovalci odločila, da bodo ob dela umestili tudi napisne tablice. Napisne tablice v smislu kaj več kot pač ime, priimek in naslov dela. Tako da pač ja, na razstavi lahko preberemo tudi to. Gre v bistvu za te napisne tablice, ki pol tudi sestavljajo katalog. Tako, ja. V bistvu gre za izreze iz kataloga. Arti statemente in opise del. Ja, zadnje delo na razstavi in zadnje delo tudi v tem prostoru je pa delo Jerneja Šimca. On tudi na nek način predstavlja proces raziskovanja fizičnega prostora v njegovem primeru v rečno strugo, ki je namenjena odvodnjavanju presežnih voda ob nekih večjih neurjih in tako je umestil klop. Ta klop pa je bila ob obsežnih padavinah odnešena iz te struge, na kar je potem pač to klop poiskal in jo do neke mere razstavil tudi v tem prostoru. Se pa njegovo delo, ali pa konkretno ta projekt ujema z idejo raziskovanja neke minljivosti, kratkotrajnosti, recimo mogoče celo vprašanju nekega prehajanja, pri čemer je pač umetnik to naslavlja, ali pa v tem projektu to naslavlja z uporabo naravnih materialov, ki so čistko najdeni v prostoru in iz njega izvzeti. To dopolnjuje potem še s fotografijami, ki pa mogoče bolj nagovarjajo sam proces tega iskanja. Imamo dosti instalacijsko usmerjena dela po večini do neke mere. Ja, to pa zagotovo se mi zdi, da vsako delo na tej razstavi zahteva za neko svojo končno podobo ali pa za svojo celovitost, neko bolj specifično postavitev, ki je pač tudi instalacijska. Kakšna je kaj trenutna statistika, katero delo je najbolj priljubljeno na razstavi? Ali pa mogoče tebi najljubše? Najmanj so ljube vsa dela. Ampak se mi zdi, da so ljudem zanimivo je, ko opazuješ, da pač obiskovalec kar spremlja, da tudi če ne gre za klasičen format nekega izobešanja slik ali pa fotografij, da poskušajo te instalacije še pred besedilom razvozlati, da je pač to ta vizualna analiza mogoče prva, ki pride na pametno ali pa je nek prvi vzgib gledanja umetniškega dela, kar se mi zdi tudi prav. Potem pa pač sledi veliko nejasnosti, ki zahtevajo dodatno obrazložitev, zato da v celoti razumeš delo in potem se lotimo teksta. To so bili projekti. Sva šle čez vse. Ful je dobro, da je ta prostor, da ima velika okna in da na ta način nagovarja tudi ljudi, ki kar tako mimo hodijo. In to je nekaj, kar smo opazili v času postavljanja, ker je pač Miklošičeva dosti pretočna ulica, tja se ljudje zgrinjajo proti železniški postaji in tako. In je veliko ljudi razstava tudi čistko nagovorila, sam z vidika tega, kam je bila umeščena. Ful dobrodošla lokacija, zares. Bom jaz Shamelessly lepo priporočala ta odličen, lepo zapakiran, genialen katalog, kjer je noter pač celoten koncept razstave, lepo koncipiran je vida napisala na splošno o razstavi in potem o vsakem posameznem umetniku in o njegovem delu, ki je razstavljeno. Tim je pa tudi naredil fotke celotne razstave, tako da to bo tudi na neki točki prišlo ven. Kaj si pa ti prej fotkal? On samo svojo stvar fotka. Aha, ja. Niti toliko nisi, da bi nas fotkal, klele. Fucking useless, pizda. Kaj je s temi fotografi? Jaz ne razumem. No. Če bo šlo vse po sreči, bo upolnjava website, kjer bodo arhivirana vsa leta za nazaj gor. Boš ti oblikoval spletno stran? Ti in Ana Rogač. Ok. Kaj je bilo s policaji? A lahko zdaj to zvem? Policaji. Samo upravljali so svojo dolžnost. Mi smo bili malo nepripravljeni, malo neodgovorni, ko se je otvoritev začela. Tukaj, za tiste, ki ne veste, kako ta prostor izgleda, pred razstavnim prostorom je kakšna 1,5 2 metra pločnika in potem je kolesarska steza in cesta.
in naši obiskovalci so se razpasli čez celoten pločnik in so bili potem ljudje prisiljeni hoditi po cesti. Na to so nas opozorili in smo organizirali ekipo rediteljev, da smo potem malo zamejili to publiko. Baje, da je bilo tudi nekaj prijav, ampak dogodek je bil prijavljen, tako da to ni bil problem. A so bili reditelji part of redukcijska ekipa? Reditelj sem bil jaz, Rene pa Miha, profesor pa je bil naš vodja. Okay, odlično, pa mogoče na tej točki, če nimamo nič več uradnega za veter. Najlepša hvala, tokrat dejanskemu občinstvu, dajte se malo zadreti. Yes. Tudi enega odličnega kužata imamo v občinstvu, ki se je zdaj malo usral, ko so vsi začeli piskati. Hvala tudi za potrpežljivost in tišino, da ste zdržali, razen Tima. Torej, najlepša hvala tudi vsem sogovornikom Ponjave. Se opravičujem, da sem nekatere vas tako kar malo prekinila, ampak ker smo rekli, da bomo vsaj v eni uri probali skupaj stlačiti. Tale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode deliva tudi na Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro bosta odigrali Ema Kobal in Urška Bajec Košmrl. Polajkite, napišite kakšen komentar. Ne morete več videti Ponjave, sorry, poglejte si arhivske fotke. Pejte na website, Če ki bo, ga trenutno še ni. Ko bo. In to je to, ja. In pejte na Nobel Burek. Lahko tudi napišete, katera dela so se vam zdela cool. A sploh veste, da je bil Klek Daj Mercator. Hvala lepa in se slišimo kmalu. Hvala. Čau. Čau. Še ostali rečete čau. Ne moreš dvakrat zahtevati od publike, da so tako aktivni. 7-krat. A bo spravimo? Ja, ne vem, koliko je ure. Kože pa ful lep.